Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Zakorakali smo že v leto 2021. Leto 2020 je bilo izjemno prelomno. Mnogim so dejansko se sesuvali svetovi. Vsi strahovi, vse bolečine, vse, kar dejansko nismo predelali, se je začelo pokazati. Torej je začelo prihajati na dan. Maske padajo. Simbolično smo morali nositi maske in jih še vedno nosimo, ampak dejansko vsaka kriza je priložnost, je darilo za rast, za dvig zavesti. Danes z menoj je izjemni gost, za katerega je Manca Košir napisala izjemno srčnico, ki jo bom sedaj tudi prebral. Sejalci svetlobe. Niso prišli, da bi rohneli, svetlobo so napojeni in to sejejo v svet. Prepoznamo jih po luči, ki sveti v njih. Tej luči odpremo srce in potem slišimo še njihove besede. Besede sočutja, ki se sklanjajo najniže. Besede ljubezni, ki upovedujejo najvišje. Sejalci svetlobe presegajo razlike, ker iz njih gleda tretje oko. Oko jasnega neba, oko Boga. Danes z menoj je izjemen gost. V veliko čast mi je, da si je vzel čas in prišel v naš studio na Ljubljana TV. Slovenski rimokatoliški duhovnik, pisatelj, publicist, scenarist, doktor znanosti z področja literarnih ved in kmet. Živi na kmetiji. Kaj več bo povedal sam. Z nami nocoj je doktor Pater Karel Gržan. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Je bilo in tisto in kmet. Super, ja. Ker se mi zdi ta prizemljenost izjemnega pomembna. Smo odprti v iskanju razsežnosti, v presežnosti, ampak to mora biti vse dejansko v korist v času in prostoru in mene ravno ta prizemljenost štala, hlev, na nek način bogati. Pravzaprav tisto, kar zaznavam, potem uteleša, udejanja v realnosti časa in prostora. Zato hvala in kmet. Ja. Super. Ja. Kako preživljate te zadnje tedne? Vemo, da so bili težki časi in so še vedno. Kaj ustvarjate, s čim se sedaj trenutno ukvarjate? Ja, na prvi hip sem pomislil pogovori, klici ljudi, tudi srečevanje z ljudmi, naj dodam seveda v varnosti. Drugače pa posvečam precej svojega časa tudi tihoti, ker se mi zdi zelo pomembno, ne da samo slišim te informacije, ki mi jih prinašajo na glas, ampak da tudi da zaznavam duh časa. Mene so zelo presenetili, ko sem obiskal na primer kartuzijane, ki pletarje, kartuzijani ne gledajo televizije, ne berejo časopisov, pa vendarle so vedno znova v pogovoru z njimi sem odkril, da razbirajo srčiko časa, srčiko problema, obenem pa na nek, bi rekel, mističen način zaznavajo tudi smeri rešitve. To me je vedno znova prevzemalo. In sedaj, ko že 10 let živim na samem, to nisem puščavni kot oni, ker vsak dan vstopam v dolino v obveznosti, vidim, da to deluje. Mi smo na neki globinski ravni povezani vsi med seboj. In če nisi tuj samemu sebi, če znaš stopiti v lastno globino, globino lastnega jaza, se tam notri srečuje vse.
in zaznavaš, iz zaznave razbiraš in iz tega lahko narediš en globlji uvid, en tisto dodano vrednost, ker samo na površju te površne informacije so lahko tudi manipulativne. Nikoli pa te ne morejo zmanipulirati, če se ne odtujiš od lastnega jaza. Tam boš v stiku z vsemi in boš na nek način razbral, zaznal in ozavestil tisto, kar je bistveno v slehernem času. Super, torej pomembna je globina, torej da se zdaj v teh prelomnih časih poglabljamo vase, kontempliramo, meditiramo, se povezujemo z Bogom, dejansko gremo globje vase. Kako v bistvu vi doživljate še globje ta čas? Ja, zanimivo, ne? Zdaj ravno o tem pišem tudi knjigo, mogoče bo že naslov knjige povedal, da ta krasni, nori svet, ne? Kako doživljam ta čas? Veliko bombastičnih informacij, veliko udarnih novic, ampak za to bombastičnostjo in udarnostjo je potrebno prepoznati tisto, kar pa je dejansko resnično, ne? Pogosto so bombastične in udarne novice samo zato, da nas zmedejo v tisti resničnosti, ki bi jo morali zaznati in prepoznati, ne? Torej je to neka priložnost, da onkraj te iluzije vidimo, torej onkraj teh strahov, da gremo globlje vase in se zavedamo tiste resnice, ki je v ozadju vsega, kar zdaj nam mediji govorijo, kar nam politika govori. Ja, zaznati je potrebno, brati je potrebno. Zdaj ni več, če smem povedati, ne poslušam uradnih poročil. Jaz tudi ne, hvala Bogu. Ampak berem, tudi novice preberem, ampak na kratko, bistveno. Sicer pa se pogovarjam z ljudmi, ki mi ne govorijo resnice, ampak samo zelo iskreno pripoveduje svoje osebne spoznavne resničnosti. In tudi oni od mene ne pričakujejo, da jim trosim resnic, ampak da jim iskreno povem, kaj zaznavam, kaj prepoznavam in na nek način v srečevanju z njimi se prebuja tisto tretje oko je malce rekla, med dvema se prebudi tisti, bi rekel, tisti profit, uvid za nadaljne, ne? Zato je zelo pomembno, da ne trosimo resnic, kajti resnica je vedno manipulacija. Mi lahko govorimo o osebnih spoznavnih resničnostih, ne? In ko si te delimo med seboj, nas te same po sebi v dialogu med dvema prebujajo na višjo stopnjo, pa imamo tretje oko, tole presežek, ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Ja, tudi molim, ne? Vsako jutro hodim zgodaj spat in zgodaj vstajam, okrog 4 sem v kapeli in v tisti tihoti, ne? Tudi kartuzijani vstajajo polnoči. Jaz ne rad spim, ampak ob 4 zjutraj pa sem v kapeli. Zakaj? Da se zaznam, objet in spret v moje resničnosti, ne? Tisto, kar je v ozadju, pa rečemo to Bog, čeprav je beseda Bog zelo zlorabljena, ne? Ampak tisto, kar je v ozadju, kar imenujemo Bog in je sveto, ker izkustveno doživljamo, da nas svetli, v tej odprtosti, po molitvi, ko se prebujaš v zaznavo tega, doživim to notranjo objetost in sprejetost. In to tako paše. Končno nekdo, ki me prebuja k meni samemu in to v ljubezni, v meni samem, ne? To je tista prva stvar, da se zaznam objet in sprejet in da se ujamem v spokojnost, v ravnovesje. Kajti čez dan doživljam marsikaj in je ta temeljna nastavitev na duhovno spokojnost, ravnovesje. Buda je rekel, ne, struna ne sme biti ne prenapeta, ne ohlapna. Če je prenapeta, poči, če je ohlapna, ne zveni. Torej, samo spokojnost, duhovna spokojnost in zadovoljnost, to ostani, da se ujamem in ga potem čez dan ohranjam. Če pa ga izgubim, pa grem zopet v kapelo, da se uravnovesim in to mi je zelo pomembno, ta spokojnost. Ja. Torej, ta nek balans v življenju, ne? Da imamo med materialnim in duhovnim svetom in da znamo te duhovna spoznanja, vse to, kar smo v bistvu doživeli v neki meditaciji, kontemplaciji, molitvi, da znamo to potem dati v življenje. Mogoče kakšen
nasvet za naše gledalke, gledalce, kako to zbalansirati? Recimo, če pomislim na starše. Starš želi otroku najboljše, ne? In ga nehote spravlja v stanje euforičnosti, prevzetosti. Ampak to stanje ni naravno stanje. To je dejansko privzdignjeno stanje, ki lahko zelo hitro zaniha, potem pa v nasprotje. In ti otroka, več kot 10 let sem delal z odvisniki, ti otroka navadiš na zadetek. Ampak to ni realno stanje. Ne? To, kar krščanstvo premalo poudarja, čeprav je bistveno, bolj pa budizem je duhovna spokojnost, ravnovesje, da ti je preprosto, da si v spokojnosti, da si zadovoljnosti. Se razveselimo določenih praznikov, ampak ne smejo biti pa umetno povzdignjeni previsoko, ker bomo zanihali v nižino. Lahko si mičke naredimo praznično, ampak zopet potem, da se ujamemo v tisto običajno duhovno spokojnost in zadovoljnost. Tudi meni so starši želeli samo dobro, ampak tudi sam sem potem želel neka euforična, neka prevzdignjena čutenja, ko te kdo vpraša, kak si dober, pa še najboljš kaže, se bom še bolj. Ampak potem, kaj sem doživel? Da stopnja euforije dejansko pokaže tudi stopno tesnobnih čutenj, tisto, ko boš prišel pod trojko, ker boš zanihal. In potem, namesto da bi šel na ravnovesje, ker si navajen na zadetek, to je kot droga, si zopet skušaš umetno priklicati neko euforično stanje in potem se guncaš od euforije do depresije v narekovajih. Tako, in si bipolaren. Si bipolaren, namesto da bi samega sebe ujel v to, kar paše duši, kar paše tudi misli, kar paše tvoji osebni, najbolj bitni resničnosti. To je pa, ko me kjer vpraša, kak si, rečem, dobro, ampak ne pozabi, dobro je 3. Sem v ravnovesju. Nočem biti, ker sem že tokrat nastradu. Pred me je srečala pamet, pa me še ni, recimo, ampak na tem področju, mnogih me še ni, sem se guncal, in sem hotel izsiliti, da mi bo super. Ne, zdaj pa vem, spokojno, to najbolj paše. In če bi drugim svetoval, povedal iz lastnega izkustva, naj izmerijo svoje počutje, svoje stanje, ker mi nimamo toplomera samo za telesno temperaturo, mi lahko izmerimo tudi svoje čustvena stanja. In naj izmerijo, recimo, ko jim je slabo in kdaj je sledilo tisto, ko so padli pa ponavadi, ko si idealiziral kakega človeka, ga postavil na mesto božanstva, ta pa je popoln. Ne. Vsi smo v razpetosti. Vsi smo enaki, enakovredni, en je malo več naredil na sebe, en malo manj. Ampak vsi smo razpeti med dobro in hudo. In najhujše idealizirati ali sebe, ali bližnje, ali situacijo življenja. Sprejemati se v realnosti in iskati isto duhovno vrednost, duhovne spokojnosti. Super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj nocoj v studiu je pater Karel Gržan. Pogovarjava se o prelomnem času, kako v tej krizi narediti preboj, narediti spremembo, torej kako se obrniti vase, kako iti globje, kako dejansko narediti kvantni skok na nivoju zavesti. Tako da pogovarjala sva se o različnih variantah dela na sebi. Torej, vemo, da poznamo ne samo IQ, torej racionalno inteligenco, poznamo čustveno inteligenco, poznamo duhovno inteligenco, premalo se govori o tem, mediji oziroma naša družba, šolski sistem, politika, vsi samo poudarjajo ta racio, pretirani poudarek na racionalnem delu človeškega bitja. Mogoče nam lahko poveste še več o teh drugih inteligencah? Najprej bi rad rekel, da ima vsak človek polno vrednost, da ni bolj ali manj inteligentnih, ampak da ima vsak človek polno vrednost v, recimo temu, koktejlu njemu danih inteligenc. Če bi zdaj tule čajček popila, pa bi imela vsak svojega, in bi ga poskusila, bi rekla, moj čajček je pa dober za to, in bi razbrala sestavine.
in tvoj čajček bi imel pač svoje sestavine, ampak bi zopet rekla, moj pa dober za to. Rekla bi, dober je za. Čeprav ne bi bilo nekih rožic noter, pa bi vendarle rekla, dober je za. In se mi zdi, če smo sposobni imeti takšen odnos do čaja, je pošteno, da bi imeli tudi do vsakega človeka. Ne? Da bi pri vsakemu zavesili, katere inteligence so pa pri njem istopajoče. Mi visoko cenimo pač racionalno inteligenco, jo merimo, ampak sami vemo, da racionalna inteligenca, ki ni posvečena z srčnostjo, ni posvečena z duhovnostjo, ni posvečena socialno inteligenco, je lahko tudi, rečemo, celo zločinska. Pa ne bom rekel za Heideggerja, ne? Ampak on je bil recimo navdušenec nad Adolfom Hitlerjem, izjemno brihten mož, izjemna racionalna inteligenca. Ampak kaj ti to pomaga, če ni ta inteligenca posvečena s tistim, kar budi človečnost, ne? In ob tej racionalni inteligenci se že samo meno je srčna, je torej čustvena, je duhovna, je estetska, je ne pozabiti, ne, recimo doma imam kapro, ne, konjička, izjemna intuitivna inteligenca, ne. Če imam v žepu še eno jabolko, pa ga ne vidi, ve, da je še eno jabolko in me sfehta še za tisto jabolko, ne. Socialna inteligenca, estetska, praktična inteligenca, da ne bomo pozabili. In se mi zdi zelo, zelo pomembno, da vsakega človeka v njegovem izhodišču prepoznamo v koktejlu njemu danih odličnosti in ga potem spodbudimo, da se razvija na tistem področju, s katerim bo uresničeval samega sebe v poslanstvu in bogatil čas in prostor. Neka študija je prikazana tudi v avstrijskem dokumentarcu Abeceda, da je 98% otrok visoko nadarjenih. Bi rekel, da so 100%. Zakaj? Ker nekateri ljudje so rojeni v ta čas in prostor samo zato, da ga srčijo. To so recimo otroci s posebnimi potrebami. Kaj mi naredimo z njimi? Odstranimo jih z družbe, zato da so čim manj moteči. Ampak ti ljudje so rojeni zato, da naša kultura, naša družba ne izgubi dimenzijo srčnosti. Me je poklicala ena gospa iz Krškega, se lahko povem ime, gospa Ida, ima otroka z Downovim sindromom in rekla, veš kaj mi je rekel Rok? Rekel je, mami, kruh ima pa mehko dušo. Wow. To bi lahko napisala Neža Maurer, 90-letnica, lahko bi napisal Tone Pavček. Ne, to je izrekel en izjemno subtilen otrok, ki je bil rojen v čas in prostor, da bi nas srčil, da bi budil dimenzijo človečnosti. In ti ljudje ne bi smeli biti odstranjeni z prizorišča življenja, ker so bistveni del. Naša zahodna civilizacija je postala preveč hladna, preveč razumska, preveč zgolj dobička željna. Ampak dobiček ni samo tisto, kar izmerimo navzven. Dobiček za človeka je tudi stopnja njegove srčnosti, je stopnja njegove duhovne prebojenosti, je stopnja, bi rekel, socialne občutljivosti, je stopnja igrivosti v teh praktičnih dejavnostih. Toliko tega je. In torej vsakega ovrednotiti kot polnovrednega v koktejlu njemu danih inteligenc, s katerim bo bogatil druge, ponekod nas je pa manj. Ne? Zakaj? Zato, ker smo tam odprti za dopolnjevanje in sodelovanje. Torej, na eni strani ozavestiti, potrditi izvirnost posameznika v njegovi vrednosti, po drugi stopnji pa izkoristiti ta manko, da nas je pa nekaj manj, kot bi rekel pedagoški optimum za vzgojo sodelovanja in dopolnjevanja. Graditi en svet igrivosti, dopolnjevanja. Tako, ja. Nekateri, mislim, da je to prihodnost. Ne? Super. Tudi vas so recimo v šoli, so vas hoteli dati v posebno šolo, sem bral, zaradi disleksija. In vi ste zdaj doktor literarnih ved. Kako je to mogoče? Recimo, v prvem razredu osnovne šole, kajti moje črke so bile obrnjene na vse možne in nemožne skoraj načine. In so svetovali staršem, da bi bilo pač zame najbolje, če bi šel v šolo, ki je prilagojena za takšne, kot sem jaz. In edina negativna ocena, ki mi je grozila,
v procesu mojega izobraževanja bil prvi letnik srednje šole, slovenščina, poudarjeni in nepoudarjeni zlogi. Kako naj dislektik mojega kova ugotovi, kaj je poudarjeno in kaj ni poudarjeno? Sem imel pa po večini izjemne pedagoge, ne? Moj poklon pedagogom, staršem, ne? To so izjemna poslanstva. Profesorica je videla, ne da ne delam, ampak da preprosto ne zmorem. Ne? In kaj je naredila? Na 3 čiste enice si je izmislila in upisala petico in ob konferenci mi je rekla, več kot 2 ti pa res ne morem zaključiti. In ko sem doktoriral, torej na področju, kjer bi se lahko končala moja izobraževalna pot, sem prižgal svečko hvaležnosti prav za te moje izjemne pedagoge, ki so imeli ta občutek do mene, kajti pedagoški poklic, kot starševski poklic, ni lahek. Ti si obremenjen s tolikom vsem, ne? In imeti še potem ta, bi rekel, osebno odprt odnos do otroka, do učenca, ni enostavno. Ne? Zato večkrat rečem staršem in učiteljem, vsem, ki se in zdravnikom in vsem, ki delajo z ljudmi, omogočiti, recimo, da bodo zmogli opravljati to žlahtno poslanstvo, ki prebuja človečnost, ki vrednoti slehernika, ki mu pomaga, da se uresničuje v sodelovanju in dopolnjevanju z drugimi. Tako. Hvala za te res srčne, lepe besede. Mogoče še kakšna beseda o zasvojenosti. Veliko ste delali z mladimi, z zasvojenci, z drogami. Komuna. Kaj je komuna? Komuna je nič drugega, ker ko pridejo mladi v komuno, so že fizično čisti, kot rečemo. Ne? Niso pa še psiha, pa še kliče. Zakaj? Zato, ker beži v nadomestek. In ti kaj pomaga komuna? Jaz bi komuno, tudi meni so rekli mladi, da bi mi 3 leta komune zelo dobro prišla. Zakaj? Da bi bolj ozavestil samega sebe. Da bi se bolj dejansko začutil v svoji osebni resničnosti. Ker tam delajo na tem, da vsak pride do tiste prijetnosti, osebne sprejetosti, osebne prepoznavnosti, osebnega uresničevanja, zaradi katerega mu je tako dobro živeti, da se ne rabi umikati, zato ker je sprejet. Ja, ne rabi bežati od sebe več. Ne rabi bežati od sebe. Ja. Odpravljeni temeljni razlog za zasvojenost, ker zasvojenost ni samo od prepovedanih drog, ne, tudi jaz sem zasvojen od hladilnika, kar se vidi, ne, kot se umakneš. Vsak ima neko svojo odvisnost. Zato ker so mi hoteli dobro, so rekli, 3 leta komune bi bilo zate idealno, da bi bil bolj zadovoljen, da bi zadihal v polnosti svoje osebnosti in lažje vstopil v igrivost, v realnosti medsebojnih odnosov. Sprejeti realnost kot dobro priložnost, ne idealnost, ampak realnost. In sanjam, želim si, o tem pišem, da bi slehernemu mlademu bilo omogočeno obdobje, v katerem bi lahko prišel do sebe in prišel do zakonitosti žlahtnih medsebojnih odnosov. Ne idealizacije, ampak v realnosti žlahtnost, igrivost, iskanje, dopolnjevanje, preraščanje, dogajanje v medsebojnih odnosih. Torej, ključ je nekako odprto srce, torej srce, ki čuti in sočutje. Sočutje kot najvišja oblika ljubezni. Najprej do sebe. Do sebe, ja. Ker ko ste brali tisto srčnost, da dobiš to svetlobo, moraš vedeti, da imaš ne samo pravico, ampak dolžnost, da si privoščiš vse tisto, kar te svetli, kar te umiri, v čemer se čuti sprejet, ljubljen, objet v svoji resničnosti. Ker ko sam doživiš, potem to tudi deliš. Dokler pa nimaš te notranje svetlobe, ker nisi bil vzljubljen, objet v samem sebi, potem pa jočeš. In to stisko dejansko povzročaš samo zato, da sporočaš najbližjim, da še nisi doživel dovolj ljubezni. In to je to eno poglavje, v katerem bi lahko marsikaj rekla. Super, hvala. Bova šla po kratkem predahu naprej, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes izjemen gost, pater Karel Gržan.
In pogovarjava se o delu na sebi, o poti vase, o srčnosti, o odprtosti in dejansko o različnih vrstah inteligence. Zadnji del oddaje bo namenjen dejansko temu prelomnemu času. Danes z menoj ima moj gost poseben predmet, a ne? Je tako, ja. No, kar In povejte. kje bi ta predmet bil? Na meni. Ok, super. Ta predmet je tale jopica. Ne? Prihajam iz Zgornje Savinjske doline in tale jopica je dar najprej ovčk, Solčavsko-jezerska pasma. Ovčke je dar domačinov, ki so mi jo podarili, torej ene spritne žene, ki je to jopco spletla. Obenem pa nakazuje tudi tale čas, božično-novoletni čas, jaslice, seveda v jaslicah so ovčke, toplina, ne? Ovčka predstavlja toplino in pa po svoje sem pa tudi, kot rečejo po starem, dušni pastir, ne? Pastir pa zopet spominja na ovčke, ne? Super. Tako da je v tem puloverju vse in je pa res tudi toplina, ki jo sam čutim in zavest, da pravzaprav vsi ljudje iščemo to toplino. Ne? Ja, manjka nam, ne, v teh časih. Ja, manjka nam. In če pomislim, ne, recimo, kako smo ljudje izjemno občutljivi že za fizično, telesno temperaturo, ne? 37 stopinj, zraste mičkan več, pa nam že ni dobro. Ne? Kakšna je šele ta naša notranja, čustvena, duhovna toplina. Ne? Tudi tukaj potrebujemo tisto toplo sprijetost, objetost, da nam je dobro v duši, ker drugače pa lahko tudi notranje zbolimo. Se pojavi turobna misel, turobno počutje, vse tisto, kar nas potem obremeni, v čemer tista temačnost, v kateri se lahko tudi izgubimo. Ne? In če ni nekoga, ki bi bil lučka za naše življenje, ena svetla prisotnost, je lahko potem to tudi usodno. Ne? Zato je tako pomembno buditi zavest, da smo drug drugemu svetla prisotnost in recimo, ko vidiš nekoga, da se je zaprl v svojo temačnost, ne? Ker če govorim iz lastnega izkušnja, kadar mi je hudo, je moja največja skušnjava, da bi se zaprl, ne? Da bi se skril. Ampak zato si naprej dam pravilo, ko mi je lepo, ko sem v spokojnosti, sem lahko tudi sam. Ko mi je hudo, moram pa naprej vedeti, da se ne smem osamiti. Ko se začne prebujati nelagodna misel, nelagodno počutje, vem, da moram ostati in iti na kavo oziroma na kamorkoli neko bližino. In vedeti moram, k komu lahko grem in tudi tisti mora vedeti, da mora, ne lahko, ampak ko mu je hudo, mora priti k meni. Kajti v bližini, veste, se ljudje pogrejemo. Čustveno, duhovno, na mnoge načine. Ja, ampak kako zdaj v teh časih, ne, ko nam zapovedujejo distanco socialno, ne, osamitev, samoizolacijo, maske, ne vem, kaj vi vidite, da v tem času je ta višji namen vsega skupaj, no? Ja, najprej treba seveda poskrbeti za fizično varnost, tudi mi da imamo tukaj tako pregrado, ne, za vsak slučaj, ne, je potrebno. Ampak pogledajte, tako kot ste vi ugotovili, domiselno ugotovili, varovati, ne, da drug drugega ne obremenimo s kakšnim virusom, tako je potrebno tudi domiselno ugotoviti, na kak način, kljub temu, da varujemo svojo fizično zdravje, domisliti načine, da se pa ta bližina, ne, ki jo tako zelo potrebujemo, ne odtegne. Ne. Kajti mi živimo, mi smo socialna bitja, mi smo čustvena bitja. Vse te medije recimo lahko na nek način, pametni telefoni, pa kaj ne vem, kakšni mediji lahko približajo vizualno. Ampak ta dejansko elektronska povezava ne deluje tako, kot deluje zaznana fizična prisotnost. In mi moramo biti tudi tako inovativni, da pomagamo tistim, ki bi sicer obnemogli, ne? Ker je strah, ki ga lahko bombastične novice prebudijo, in osamljenost. To znižuje celo fizični imunski sistem. To so nižje vibracije. Nižje vibracije so, ja.
Ampak te nižje vibracije deluje tudi našo psiho in na vse, in tu moramo paziti. Mi moramo iskati načine, da bomo višali te vibracije v neko pozitivno misel, ki nam potem sama po sebi tudi omogoča, da lažje preživimo krizne trenutke. Tako. Torej dejansko zdaj je čas za obrat vase, za dejansko iti vase, po drugi strani pa tudi ta prizemljenost. Vi dosti delate na kmetiji, kako bi dejansko ta balans, mogoče z naše gledalke, gledalce še na svet na tem področju, kako to balansirati v bistvu? Ja, nam pomaga tu kapela. Glejte, to je bilo že v ostalih delfih povedano, ne? Na Apolonovem svetišču je bil napis človek spoznaj samega sebe, ne? Ampak to Apolonovo svetišče je pravzaprav, ne, to svetišče božanskega je pravzaprav prikazovalo človeka v njegovi zunanji podobi. Mi smo dejansko svetišče božanskega, ampak potrebno je bilo stopiti v notrino tega svetišča, v notrino samega sebe. Tudi apostol Pavel je zapisal, da smo templji Svetega Duha. In ko so stopili ljudje v Delfih v notranjost Apolonovega svetišča, to pomeni samega sebe, so prebrali nadaljevanje napisa in spoznal bo svet in Boga. To je tista mističnost, ne? Tudi ta pulover, ne? Na tej strani ima vzorčke, posamezne vzorčke, tu je pa vse povezano v eno. To je ta notranja duhovna enost, ko ti na nek zaznav način približa vse in vsakogar, ki te obdaja. Če nisi tuj samemu sebi, ti vse postane notranje bližnje. Ampak seveda ta duhovnost me ne sme odpihniti, ne? Če že pogledamo zdaj recimo jaslice, ne? Tudi on, ki presega vse, ki je, prej sem citiral Pavla, ne? On pravi, ki je nad vsem, pa vendarle tudi v vsem, ne? Ta bližina mora postati tudi stvarnost, ne? Jaslice presežni postane otipljiva prisotnost. Bog se na človeško dojemljiv način predstavi človeku, ne? In mu pokaže, kaj pot ljubezni, pot sočutja, pot, v katerem drugega ne spregledujemo, ne? In tudi kaj to pomeni? Da bom jaz zdaj gojil sam neko duhovnost tam gor na konjskem vrhu? Ne, mene me vodi kaj k človeku. Me prebuja k človeku, ki je v stiski. Jaz sem zaradi tega še bolj senzibilen za ljudi, ki jih vidim v stiski in moram odgovoriti na stisko, h kateri me pokliče. Ampak to je ena fantastična zakonitost. Nikoli me ne pokliče k sam, ne? Bog ne želi, da jaz rešujem svet. Želi pa, da se sklonim k tistemu posamezniku, kateremu me pritegne, pokliče, kot je rekel Gibran, kateremu me pokliče ljubezen, ne? Ko grem po Ljubljani, ne, srečam mnoge ljudi, tudi v stiski, jo zaznam, ampak k nekaterim me pa pokliče tako, da moram pristopiti, ne. Ko sem bil zdaj že kar nekaj časa nazaj v Ljubljani, vem, da je tam sedela ena ženička na klopi, ki sploh ni nakazovala, da bi bila recimo neka brezdomovka ali pa kaj, ampak me je poklicala ljubezen, sem se usedel in sva poklepetala, nič posebnega. Ampak ko sem odšel, je rekla, rešili ste me. Tako tudi drugi mene rešijo. Ne? Sam pravim, kakor da Bog ustvarja socialno mrežo. Ne bom poklican k vsem, ampak k posameznikom pa sem. Ne samo za fizično pomoč, tudi za čustveno, za socialno pomoč. In ko odgovorim na ta klic, ohranjam to socialno mrežo poskrbljenosti za vse. Moja naloga je samo, da ne pretrgam tiste vezi, tiste pristope, v katerih Bog računa name. Pa si ga lahko ta hip predstavljate, kakor hočete, mi je čisto vseeno. Pomembno je, da se je razodel kot ljubezen in da ne zatajimo korakov klica ljubezni. Ja, globoke besede, dejansko, ne.
Zdaj je čas torej za to skromnost, ponižnost, hvaležnost za vse te darove in vsa darila, ki jih prejemamo na tej poti. Ne? In vedno v bistvu je bila težka preizkušnja. Ne? Jaz vem, ker sem imel sam hude depresije v gimnaziji in je bila ta preizkušnja moje darilo, da sem začel delati na sebi, da sem začel pucati svojo podzavest, se ukvarjati s sabo, poglabljati vase. Ne? Tako da dejansko mogoče še zaključne misli, besede o tej krizi kot darilo, kot priložnost, da nekaj iz tega naredimo. Ja, ko sem se vozil v Ljubljano, je bila pogovorna oddaja z mladostniki, otroci, še osnovnošolci, in je novinar vprašal neko deklico, kaj pa je zdaj ta čas krize prinesel kot uvid. Je rekla, zdaj še bolj vidim, brez česa ne morem živeti. Ne? Še bolj sem ozavestila to, kar je v mojem življenju dragoceno. Nam je marsikaj kar samo po sebi umevno, da je. In ko se zgodi manko, potem vidimo, koliko nam neke stvari, neke bližine manjkajo. To, kar mi je rekla gospa Gabi Čačinovič Vogrinčič, mi je postalo od enih temeljnih vodil. Bodi pozor na to, kar imaš, in neguj občutek hvaležnosti. Na eno stvar, ki se ti zdi, da je tvoj veliki manko, da si bogi. Mama mi je rekla, mimogrede, Karl, nikoli se ne smili samemu sebi, ne? Ampak ko se kaj zasmilim samemu sebi, ozavesti 5 stvari, ki so ti pa vendarle dane. Česar se lahko veseliš. Nam je to pogosto tako zelo samoumevno in smo potem kar naprej nesrečni, ker imamo kar naprej v zavesti razloge za nesrečo. Se spomnim, moj duhovni oče je bil Taras Kermauner, ni bil duhovnik, ne, ampak je bil moj duhovni oče. In ko sem šel enkrat k njemu, je rekel, Karel, ker smo jamrali, je rekel, ne pridi drugič, če mi ne boš povedal, zakaj ti je lepo živeti. 20 stvari. Smislu, kak me ne razume. Ne? In potem je on pomagal, si se zbudil, ja. Pod streho, ja, ti je bilo toplo, ja, si odprl oči, vidiš, vonjaš. Toliko tega je. In ozavešča to, kar nam je dano. Kar je, ker ko bolj ko to ozaveščamo, več bo v nas tistih moči, da se bomo lažje soočali s tistim, kar pa ni tako lepo, kar je bridko, ampak prebujati zavest v to in predvsem odpirati se k temu, kar te svetli, da boš potem lučka tistim, katerim boš pristopil in oni tebi. Super. Hvala vam za te globoke besede. Bilo mi je v čast veliko veselje, da ste prišli v naš studio, tako da res ni kaj dodati. Hvala za povabilo. Ja. Vse dobro. Vam pa vse. Hvala. Tudi vam vse dobro in da boste še naprej svetli in daje ljudem upanje in moč, da zmorejo tudi oni. Hvala vam. Hvala. Hvala gledalke in gledalci, da ste bili tokrat z menoj v tej čudoviti oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in ker gledate to oddajo. Se vidimo prihodnjič.